je Gospodična, 3. gospodična Piciga. 3 je 4. Gospodična Piciga. Prosim. Kaj me poznate? O, gospod Verč. O, Seveda vas poznam. no. Ti si sedel v 4. klopi, vedno si jedel med poukom, pujca grdi in si bil predebel. Ja. Zato so ti vedno pokale hlače na riti. No, Kje so ti pokale hlače? nariti. S celim stavkom odgovori. Ker sem preveč jedel, jedel so mi pokale hlače na riti. Pridem, sedi čebelica. Dobro, ampak učiteljica Piciga, vi ste res učili vrsto generacij, ki so danes tudi na vodilnih položajih naše narodnostne skupnosti. Seveda. No, kakšni spomini vas obhajajo na ves ta dolgi čas poučevanja? Grozljivo. Včasih se mi zdi, da je bil ves moj trud za manj in da so nekateri bili paglavci in da so paglavci še vedno ostali. No, na koga pa konkretno mislite, ker v 40 letih je marsikdo šel skozi vaše roke? A ne samo roke, tudi brezovka je pela. No, ampak kdo jih je najpogosteje fasal? Lahko mogoče kakšno ime tako poveste? Torej, najbolj je bil teben po goli ritki, Ja. takrat je bil še ritka, potem je nastal velika ritka, in zdaj je še vedno mala ritka, mali markec, Markec? Kateri markec? Valtriček. Sem mu rekla, 5 let sem mu govorila, Ja. da se osebni zaimek jaz piše z enim zajem. In on? On še danes ne pozna razlike med jaz in jaz. No, jaz tudi ne vidim, ne slišim take razlike. A je paglavec grdi. Jaz z enim zajem je osebni zaimek, jaz z 2 zajema je pa ritem, je jazz. On še danes ne jazz. zna razlike med jaz in jaz. Dobro, gospodična Piciga, kaj pa punčke, ne? Najbrž so bile marljivejše od dečkov. Ak je pa, punčke so bile tremende, Ma dajte. So bile tremende, še posebno Marija Ferletič. Marija Ferletič. Marička smo je rekli. In kaj je bilo z Je bila njo? tremenda. Ja. Samo v verouku, ali veronauku, kot se je rekla takrat, Ja. je bila zelo pridna. Aha, Prav ni bila samo pridna, je bila tudi bistra. bistra. Enkrat je bila vprašana o izgonu iz raja. Ja. In smo jo vprašali, kam sta šla Adam in Eva, ko jo je Bog izgnal iz raja? In ona je seveda... In ona je seveda rekla, ko jo je Bog izgnal iz raja, sta šla v svet slovenskih organizacij. No, gospodična, vem, da je bil prav tisti razred, o katerem govorite, zelo številen, ne? Kdo je bil še takrat v razredu? Pa se spomnim enkrat, kako je mali Vito, Kateri Vito? Vito od Svetineta, ne? Aha, Ukradel merendo male to copotu, ne? Cupotu. Copotu, ne? Ja. In mali Silvi Vitavčar Aha, je takoj prišel k meni in je zatožil oba. ma dajte. In ko sem oba kaznovala, je merendo takrat že pojedel Kapič, Kapič. ki je bil že takrat v otroškem vrtcu, Ja. ampak je bil strašno inteligenten. Ma dajte. O celi stvari je že takrat Miroslav Kočuta napisal epigram, mali Filibertek pa je že takrat rekel, kaj me briga, tanto bom socialist. Dobro, gospodično, omenili ste nekaj imen, znanih imen naše narodnostne skupnosti, pa se še koga spominjate mogoče? Zelo dobro se spominjam na malega Stojančka, Katerega? od Spetička. A, Vsako jutro je prihajal v šolo Ja. s šopkom rož in pravil, gospa učiteljica, kaj lahko nesem rože na spomenik padlim? Nesi, Stojanček. In klej, da ko boš velik, ne boš nikoli pozabil na to. Samo pazi, da ne boš folil spomenika, sem mu rekla. Razumem. Najbolj problematičen otrok pa je bil seveda mali Samo Kateri od samo? Pahorja, ki je hotel biti vedno izprašan samo v italijanščini. Ma, In je zaterjeval, che si avvalga del diritto, je rekel, di parlare in italiano, razumem. ki bo vedno problem. No, pravite, da je bil problem, da je bil Samo Pahor problematičen otrok. In kako ste ga sploh ukrotili? Zelo enostavno. Že takrat je sanjal, da bi ustanovil eno svoje društvo. Ma, dajte no. Ja, in jaz sem mu prinesla prebrati knjigo od Ingoliča, Tajno društvo PGC. Znani roman. Da. Prav to knjigo mu je ukradel mali Klavdij Kateri, od Klavdij? Palčiča. Ma, dajte no. Se je zelo navdušil za njo že takrat in mi je nekega dne rekel, ko bom velik, bom tudi jaz imel svoje tajno društvo PGC,
ki se bo klicalo Tajno društvo SKGZ. No, gospodična Piciga, iz vaših pripovedovanj izhaja, da so bili vsi ti vaši učenci izjemno nadarjeni in tudi marljivi, pridni, pa so sploh imeli kaj časa, tako bi rekel, za nedolžno otroško igro, za zabavo, za sprostitev. O, da. Mnogo so se igrali, mnogo so se sproščali in to se jim pozna še danes. Aha. Nekega dne se spomnim, smo imeli šolska pauzo, Ja, pauza, Odmor? odmor. je prišel k meni mali bohec. Kateri bogec? Topolino smo mu pravili. A, bolj težne, ja. Samsa mislite? Da, tako. Ja. Je bil zraven, je bil Brezigar, je bil Tuta, je bil Švab, je bil Kraus, je bil Skratka, Benedetič, Košuta, ja, vsi. Cupo, Vito, Ja. je bil tudi mali Stojanček zraven, sama so bili vsi. Cela generacija. In so rekli, gospa učiteljica, kaj se lahko igramo na partizane in Nemce? Aha. Jaz sem rekla, lahko, samo gledajte, da ne bo mrtvih. No, seveda. Da Ker se ne Magari je vedno tako vojni, ne? Ja, ja. Takrat je priskakljal ali sta priskakljala. Se kdo? ne spomnim. Kdo? Dva fantka, Dva. bledoličneža, Ja. eden se je klical Vinko Maver in drugi A. Mario Levstik. Vi Ne? najbrž mislite na Mariota Maverja in na Vinka Levstika, ne? Verjetno. tako, ja. In sta me vprašala, Ja. tudi midva bi se rada igrala na vojno med partizani in Nemci. No in na kateri strani? Dobro, sem rekla, Ja. prav vidva bosta domobranca. Aha. In ona dva sta rekla, kaj nas briga, tam to bo sprava. In sta res tudi doživela Tako. kasneje spravo. No, gospodična, po vsem tem, kar ste mi pripovedovali, vidim, da ste imeli res veliko, ogromno dela, pa ste sploh zmogli, bi rekel, tako disciplino pri tako raznorodnih malčkih. So mi pomagali tudi starejši kolegi. Aha. Enkrat je prišel v šolo Ja. nadzornik Race Nadzornik Race. in je rekel, Kaj je rekel? Narda, je rekel, ti, ki jih imaš še vsak dan pod rokami, kaj bo kaj z njimi, No, in vi kaj bi se dalo kaj uporabiti. Ja, Ne, zato, ker mi rabimo kader za mejce, ne? seveda. Dragi Žarko, sem mu rekla, Ja. tukaj ni prav nobeden uporabljiv. Dajte. Zato, ker so tako zabiti, da bolj zabiti ne bi mogli biti. Pika. Ja. In potem so postali vsi direttori. Va ora in onda il corso di lingua slovena per gli italiani. Alcuni rimproverano al Primorski dnevnik di aver tradito gli ideali della lotta di liberazione. Vse izdaje Primorskega dnevnika so v duhu OF. Abbiamo trasmesso il corso di lingua slovena per gli italiani.